Če ste imeli nekaj sreče, ste ga na slovenskih cestah že uspeli videti v živo. No, popolnoma prepričani pa smo, da poznate Volkswagenov model Tiguan. In da bi si lažje predstavljali, lahko rečemo, da je ID.4 v bistvu Tiguanov električni bratranec. ID.4 je Tiguanu podoben le po merah. Po tehniki precej manj. Žene ga namreč le elektrika, ta pa prinaša povsem drugačno zasnovo. Notranjost je zelo minimalistična, prečiščena. Zanimiv pa je predvsem tale digitalni zaslon pred voznikom, ki se premika skupaj z volanskim obročem. Vozilo se zažene takoj, ko voznikov sedež začuti našo zadnjo plat in pritisnemo na stopalko zavore. Želeno smer vožnje pa potem izberemo s temle vrtljivim gumbom, ki je že na prvi vtis zelo priročen. No in že po prvi vožnji nam je zelo všeč nadgrajena virtualna resničnost, ki jo ID.4 projicira v vetrobransko steklo. S puščicami in pa črticami recimo nakazuje napotke navigacije ali pa opozarja na razdaljo do vozila pred nami. Baterije modela ID.4 se nahajajo po celotnem dnu avtomobila, zaradi česar izgubimo tudi nekaj prostora na dnu prtljažnika. Potniki na zadnji klopi pa sedijo nekoliko višje. Na voljo imamo dve različni velikosti baterije. Z manjšo, ki ima kapaciteto 52 kWh, lahko dosežemo do 340, z večjo, ki ima kapaciteto 77 kWh, pa tudi do 522 km z enim samim polnjenjem. V osnovnih različicah imamo pogon na zadnji kolesni par, na voljo pa je tudi električni štirikolesni pogon. Cena s trenutno subvencijo se za različico z manjšo baterijo začne pri dobrih 32 tisoč evrih. Če želite različico z večjo baterijo, pa boste morali odšteti slabih 39 tisočakov. No, za konec pa še ena posebnost. Kljuke so takole zelo lično skrite, vrata pa odpremo z električnim stikalom na notranji strani. No, ampak brez skrbi, v primeru nesreče lahko vrata odpremo tudi mehansko. Potrebno je le nekaj sile, da privzdignemo kljuko. Tako, za vsak slučaj.